V združenju pozorno, pa tudi zaskrbljeno spremljamo dogajanje v pozavarovalnici Sava. Toliko bolj glede na dejstvo, da je v sekcijo, v delničarski sporazum v okviru združenja vključenih blizu 700 delničarjev družbe, ki imajo skupaj skoraj 1% v celotnem kapitalu družbe. Dogodki, ki smo jim bili priča v zadnjem času in vprašanje, predvsem medijsko prisotno, ki je potem pripeljalo tudi do razrešitve predsednika uprave, pravzaprav zgolj teden dni pred skupščino, na kateri smo želeli dobiti pojasnila tudi od predsednika uprave, predvsem pa v zvezi z vprašanji vezanimi na domnevno sporen posel, podpis pogodbe, pri kateri se je izkazalo danes na skupščini, da je sopodpisnik tudi nov predsednik uprave, kar daje dodaten čuden moment ali konotacijo, ker se pravzaprav izkazuje, da je vendarle uprava kot taka podpirala odločitve, ki so iz tega naslova bile ključne. Hkrati pa samo poročilo vendarle ne predstavlja nobene novitete, nič posebnega, glede na to, kar bi lahko in kar bi pričakovali, sam sem to izpostavil, bilo predstavljeno že pred skupščino, ki je bila sicer sklicana za meseca maja in potem preklicana. Iz tega naslova posebnega razloga za to ni bilo moč zaznati, navkljub pojasnilom, seveda, da so preučevali dodatne momente. Je tisto, kar je danes že znano, da je razrešeni predsednik uprave najavil postopke pred sodiščem, da kot kaže, ti ne bojo samo odškodninske narave iz naslova mandata predsednika uprave, pač pa tudi iz naslova delovnopravne zakonodaje v smislu izgube zaposlitve. Seveda pa sem vendarle na prvem mestu pa izrazil tudi zadovoljstvo nad rezultati družbe, ki pa so bili uspešni tako v lanskem letu, kot v predstavljenih rezultatih za prvo polletje letošnjega leta. V letu 2015 je pozavarovalnica Sava, kot je bilo danes predstavljeno na skupščini, sama in pa kot skupina poslovala zelo uspešno. Predelali smo več kot 40 milijonov evrov kosmatega dobička oziroma 33,4 milijona neto. V tej višini tudi planiramo dobiček v tekočem letu 2016. Polletni rezultati napovedujejo to smer. V preteklem letu smo zelo ponosni, da smo tudi dobili izboljšano oceno ratinga agencije Standard & Poor's, ki nas ocenjuje, in sicer imamo A- bonitetno ceno stabilno dolgoročno napovedjo. Pomembna aktivnost naša v lanskem letu oziroma rezultat na koncu je bil tudi, da smo pridobili 100% delež pokojninske družbe Moja naložba, s čimer smo utrdili naš položaj na zavarovalništvu tudi v segmentu pokojninskih zavarovanj. Je res, da ste v osebnem stečaju, ki ga je Probanka sprožila že 2013, in zakaj ste odpoklicali predsednika uprave gospoda Ivanušiča? Torej, sem že poudaril, da v stečaju nisem in nisem bil v osebnem stečaju. Zakaj smo odpoklicali predsednika, bivšega predsednika? Na osnovi vseh analiz, ki so jih izdelale zunanje inštitucije, ena z poslovnega vidika nakupa poslovne stavbe ACH in druga z področja pravnega vidika, smo prišli do zaključka, da je storil kaznivo, v bistvu, da je šlo za kaznivo dejanje, in vsled tega, da smo morali pač ukrepati z odpoklicem iz krivdnih razlogov. Zakaj ste mu pa najprej sporazumno ponudili? Sporazum dogovor, oziroma sporazumni odstop. Če zdaj govorite, da je bilo kaznivo, se verjetno se v 14 dneh niso takšna dejstva prišla. Preigravali smo vse variante in na koncu smo prišli pač do zaključka, da moramo predsednika odpoklicati iz krivdnih razlogov. Zakaj niste odpoklicali celotne uprave? Celotna uprava podpisala sklep o nakupu stavbe? Dva člana pravzaprav. Mislim, da ni bistveno, kdo je bil drugi podpisnik. Bistveno je, kako je potekal nakup.
avtor nakupa, tudi idejni vodja nakupa je bil Zvonko Ivanušič. On je celoten nakup vodil. Tudi vsi dogovori glede cen so šli preko službe nabave, ki je neposredno vodil on. In zato smo smatrali, da ne glede na to, da so tudi ostali člani nadzornega sveta nakup potrdili, ni enaka krivda oziroma krivda na vseh. Tukaj smo tudi upoštevali dejstvo, da mora uprava naprej delovati in da z ozirno to, kot sem se omenil, krivda ni 1:1, smo se odločili, da preostale 3 člane nadzornega sveta podpiramo uprave, podpiramo tudi v bodoče. Gospod Tomažič, katere informacije so tiste, ki vam jih je gospod Ivanušič domnevno skrival, do katerih niste imeli dostopa in zaradi katerih ste ga potem odstavili? Zdaj bom skrajšal zgodbo. Po pripovedovanju predsednika je on se odločil, da se začne s postopkom nabave poslovne stavbe v aprilu 2015. Nadzorni svet je obvestil o tem, čeprav gre za nakup vrednosti 5,1 milijona plus še od milijona do 2 milijonov za preureditev, nas je o tem obvestil na nadzornem svetu 10.2. Podpis o nakupu je bil izvršen pa 12.2. Pomeni 2 dni potem, ko smo nadzorniki dobili v okviru obravnave letnega plana informacijo o nakupu. Gospa Treven je dejala, članica uprave, da je uprava celotna kot kolektivni organ ravnala s vso dolžno skrbnostjo. Jaz verjamem, da na osnovi podatkov, ki so jih oni imeli, je to možno. Na osnovi analiz, ki smo jih mi ugotovili, je bilo pač ugotovljeno, da je bil nakup neupravičen, ker ni bilo nobenih podrobnih analiz, kakšno stavbo se sploh rabi. In po vseh analizah, po vseh kriterijih, ki so nam jih pripravile zunanje strokovne službe, je bil nakup predrag. Kdo vam je to, kdo je to potrdil, da je to bilo predrago? Je to bil ta odvetniška družba Schenker ali je bilo Deloitte revizija? Prvi del analize je izdelal Deloitte & Touche, drugi del pravni pa Schenker. In kdo od teh je rekel, da je to mislim, da je bi lahko znaki za krivdno razrešitev oziroma za oškodovanje? To je povzetek obeh poročil. Jaz sem Silva Čehic delala, gospod Tomažič, med skupščino in tudi zdaj poudarjate, da je pač bila storjena velika škoda, zato ste pač se odločili za ta odpoklic gospoda Ivanušiča. Ali lahko nekako bolj konkretno opredelite v številkah to škodo? Gre tu za škodo 1,6 milijona, za 2 milijona, če prištejete še vse te prenovitve, ki ste jih zdaj pomenili, ki bodo potrebne. In drugo vprašanje je, zakaj ste se včeraj popoldne odločili, da tega odzivnega poročila, ki ga je uprava napovedala za danes, ni? Torej, da tega, grem z odzadaj, da tega odzivnega poročila ni bil sklep nadzornega sveta, ampak nadzornega sveta in uprave skupaj, tako kot sem jaz zastopil v smislu umiritve zadev, da bo lahko nova uprava začela normalno poslovati. Kar se tiče pa ocen škode, definitivne ocene škode še nimamo, ker so tudi analize različne. Ene so, da je to vredno 3 milijone, ene, da so 4,300. Pomeni, da je treba si vzeti kar več časa, če bomo šli sploh ugotavljati to škodo, koliko ta škoda dejansko znaša. Tukaj določiti na evro ali pa na 100.000 evrov je pa težko. Vse analize so pa pokazale, da nakup ni bil ekonomsko upravičen. Ali je šlo samo za, to bi bila dovolj velika stvar, oškodovanje družbe ali tudi za osebno okoriščanje? Ne, nobena analiza ni pokazala, da bi šlo za kakršnokoli osebno okoriščenje bilo katerega člana uprave. To ne.
Kaj boste sprožili tožbo? Ker ste rekli, da škoda bi lahko znašala med 3 in 4,3, krivno ste razrešili, potem takem boste vi zdaj tožbo sprožili. O tem se še nismo odločili. Še za oba, mogoče gospoda Doličara in gospoda Tomažiča. Kdo bo kriv škodo, če bo gospod Ivanušič dobil tožbo? Rekel je, da je sprožil že tožbo proti družbi. Skratka, kdo bo kriv to škodo? Gospod Doličar mogoče. Lahko sam kar se družbe tiče, komentiram. Nimam nobenih informacij še kakršnih koli, niti uradnih, niti neuradnih, da bi bila kakršna koli tožba sprožena. Tam se bojo pa videli potem zadeve, proti komu je to sproženo. Tako da jaz, če bo družba kdaj odgovorna za kaj, bo družba poravnala. Jaz kaj drugega ne morem komentirati. Vaše mnenje je podobno kot gospe Treven, da pri tem nakupu nepremičnine ni bilo nekega oškodovanja oziroma da je bilo vse v redu? Da ste ravnali skrbno? Jaz sem izrecno tudi zaključil današnjo izjavo, da mi trije kot člani uprave aktivne v tem trenutku smo na podlagi, smo še danes na stališču, da smo na podlagi vseh podatkov in informacij, ki smo jih imeli, ravnali z dolžno skrbnostjo pri tem poslu. Jaz tudi ne vem nič za kakšno tožbo, ne? In tako sem že povedal in se ponavljam, mi smo prepričani na osnovi vseh podatkov, ki smo jih imeli, da to s tožbo eventualno gospod Ivanušič ne bo uspel. Zdaj, če bi iz vsega tega, kar ste povedala, ste očitno različne podatke imeli, ne? Nadzorni svet in pa uprava. Kakšne podatke je imela uprava, jaz moram priznati, da ne vem, ne? Poznam pa zelo podrobno podatke, ki smo jih dobivali mi sporočil zunanjih inštitucij. Kaj to zdaj pomeni, da niste imeli podatkov, ki jih je imela uprava? Da uprava ni imela... Ne, mi smo dobili poročilo za plan, ne, ko smo sprejemali plan za leto 2016, smo dobili zelo skop podatek, da se kupuje za 5,1 milijona, da je od 1,1 do 2 milijona še dodatnih stroškov za ureditev te poslovne stavbe in nič drugega. Šele na izrecno zahtevo člana nadzornega sveta smo zahtevali podrobnejše podatke, ne samo za ta nakup, ampak za vse nakupe nepremičnin, čeprav nas je ta najbolj zanimal, ker je bil za lastne potrebe, medtem ko drugi so bili pa kot naložba, ker vemo, da na banki za denar ne dobiš skoraj nič, se iščejo druge alternative za kupovanje nepremičnin in oddaje v najem ali skratka za koriščenje tega na nek način, da prinaša več kot stane. Ta član nadzornega sveta, ki je to zahteval, niste bili vi? Ne, to je bil Kit Morris iz Anglije. No, potem mi smo dali rok, da nam pripravi uprava, meni se zdi, do začetka maja te podatke, ker je pa izbila ta afera, smo te podatke zelo podrobne dobili prej, ampak šele bi rekel po sprejemu plana. Ampak nekako že med samo skupščino in tudi zdaj nekako ni mogoče razbrati neke vaše ocene nadzornega sveta, vseh vas, ki ste nekako v to vpleteni. Kakšna je ta ocena te škode konkretne? Sem že povedal, nažalost vam tega podatka ne moram ga ne poznam, če ne bi ga povedal, ker tako sem rekel, so ocene zelo različne, ne? In potem pomeni, da ni ene resnice, za eno se bomo mogoče odločili, če bomo šli v tožbo, ker pol moraš to razkriti natančen podatek, ampak danes ga ne poznam. Govorimo o škodi, višini škode. Ni šlo za osebno okoriščenje, ni številke o škodi, a tudi med skupščino smo slišali, da so poznavalci te problematike, ki delujejo na tem terenu, mnenja, da te cene, za katero se je ta hiša kupovala, ne odstopajo bistveno od cen, ki so na trgu. Kaj potem lahko kot rezimiramo? Ja, lahko rezimiramo sledeče, ne. Mi tržišče vemo, da je zelo gibljivo, se giblje navzgor, navzdol, očitno se zdaj giblje navzgor
Mi se pa moramo postaviti v vlogo, ko se je odločilo o tem nakupu, to je pa v drugi polovici lanskega leta. Pomeni skoraj leto dni od tega. Na takratne razmere se moramo mi postaviti. Kdaj se je plačano, teh 5,1 milijona? To je bilo plačano, ne vem, par dni pač po pogodbi, verjetno februarja letošnjega leta. Nekaj se je plačalo že prej, ampak meni se zdi, da 1,5 milijona, kar sem gledal po dokumentaciji, pa ne vem natančno kdaj. Mislim, vse še ni plačano, stvar je pač realizacije pogodbe, en del se je že plačal, kot je predsednik omenil, zdaj točnega datuma, žal ne vem povedati, pa pogodba imela pač določene pogoje in tako, kot se realizirajo, tako se je kupnina. Gospod Tomažič, kako pa vi razumete v tej razgibani zgodbi vlogo gospoda Pišljarja, ki se nekako kar naprej izpostavlja kot nek taki vezni člen v tej? Ne bom komentiral. No, pač, ker se omenja tudi v tem smislu, ne, da tako on, kakor vi imate sorodnike zaposlene v teh povezanih družbah. Jaz imam zaposleno hči, ki je referent in ne vem, kakšno vezo to ima, ne. No, pač. Ni bila vpletena v nič, ne vem, tudi kar smo brali z dokumentu, tudi hči od Pišljarja, ni bila direktno involvirana v ta nakup. Kar se zdelo meni čudno je pa tako, da je prišel stavbo ponujati Pišljar, ki ni bil več lastnik. Gospod Tomažič, gospod Dolničar uživa vaše zaupanje in ali bo ne samo začasni, ampak tudi? Ne, sklep nadzornega sveta je, da iščemo novega predsednika izven hiše. To smo že sprožili in upam, da bomo najdli dobrega. Gospod Dolničar ne uživa vašega zaupanja? Ne, on zaupa, nisem to rekel, ne, samo predsednika bomo iskali pa drugega. Gospod Dolničar, vas je presenetila odstavitev gospoda Ivanušiča? Vsaka taka stvar je nekoliko presenetljiva, ampak glede na to, da so že dalj časa trajali razne aktivnosti v zvezi s tem poslom, se pač prej pričakovalo, da bo nadzorni svet neke končne odločitve potegnil in pač očitno je potegnil pač tako odločitev, kot jo je. Mi smo pač v upravi pač profesionalci in imamo svoje odgovornosti, se jih zavedamo. Nadzorni svet nam je predstavil, kaj od nas pričakuje zdaj v novi sestavi vnaprej. Ključna stvar je pač razvoj v prihodnost, poslovanja, združevanje naših zavarovalnic Maribora, Tilje in dveh hrvaških in to je središče našega delovanja. Obstaja občutek, da vam je ta nakup stavbe ACH kot priročni izgovor, da ste pač rešili nekoga, ki, mislim, nadzorni svet, ne, se potem tudi te revizije angažirali vse, ampak kolikor jaz vem, ta revizija ni, Deloitte ni pokazala, da bi šlo za ekonomsko škodovanje, oziroma da bi lahko na podlagi tega razrešili. Nisem zastopil vprašanja, to drugo, ja, ampak prvo mi lahko ponoviste. Februarja ste sprožili to zadevo, oziroma aprila preko medijev in potem ves čas preko te Deloitte in Schoenherr in tudi zdaj, ko slišimo se tudi, je kolegica spraševala, nimate nekih konkretnih oziroma otipljivih, pa ne želite nam povedati. In zgleda, kot da vam je alibi samo najetje teh dveh. To je grda insinuacija, izmišljena, da ne rečem še kaj drugega, ne. Ta zadeva, vse kaj drugega bi jaz rad delal, kot se ukvarjal s tem. Povedal sem, da sva z Ivanušičem 7 let dobro sodelovala in to res mi ni jasno, odkje vam taki namigi. To ne zastopim. V zadnju tudi lastniška zgodba, ne samo upravljavstva. No, moram povedati, če okrog lastniške zgodbe, ne. Ja, meni ni vseeno, kaj se s tem lastništvom dogaja. Ker se ni dogajalo nič in mi ni bilo vseeno, da gre to prepoceni v roke nekoga, sem rekel, da moram jeti do tistih, ki so po moji presoji za to odgovorni, da vidimo se, kaj dogaja, ali se bo kaj ukrenilo.
Najprej sem na to temo, meni se zdi tudi z gospodom Ivanušičem, rekel in mu povedal mojo namero. Potem sem šel najprej k takratnemu predsedniku SDH-ja, sem povedal, da se pač dogajajo po mojem vedenju spremembe v lastniški strukturi, da nekdo to pokupuje verjetno tudi ne na najbolj transparenten način in kaj o tem misli SDH, kot eden največjih lastnikov. Povedal sem mu tudi, da naslednik se mu bom najavil, je takratni državni sekretar na Ministrstvu za finance gospod Dragonja, ker sem smatral, da je on tisti, ki v vladi o tem more nekaj vedeti, nekaj voditi. In čez par dni sem bil pri gospodu Dragonji, s tem, da sta se že predtem pogovarjala z predsednikom SDH-ja na to temo. Povedal sem še, da se bom najavil ministru za gospodarstvo in pa ministru za finance. Dragonja pač je rekel, da bo on zrihtal sestanek pri ministru, k Počivalšku sem se najavil sam in mu povedal svoje stališče in mnenja. Bolj sem spraševal. Tako da sem opravil vse te razgovore prav z namenom, da bi se, končno je to pomembna slovenska naložba, se Sava Re je eno najboljših finančnih inštitucij v Sloveniji, da bi se ustrezno organizirali, da če se že to proda, se proda po čim višji ceni. Ali pa da se pač vodi na ustrezno politiko lastninske strukture Save Re, ker vemo, da se je kupovalo 10% lastnih delnic, govorilo se o strategu, me zanima, kdo je ta strateg in kje se lahko dobi delnice da jih nek strateg kupi. Skratka, to je zgodba moja o lastniški strukturi Save Re in pol seveda sem bil zelo presenečen, ko vidim v časopisu namig, da bi hmali jaz bil agent Adrisa, nikoli nisem od Adrisa nikoli nikogar srečal, in pa da odstavljamo gospoda Ivanušiča, zato ker češ, da bo potem lažje prišel v tem primeru Adris do lastništva Save Re. To moram reči, da me je zelo zbodlo.